nobena kapljica ne misli, da je povzročila poplavo. Rek, ki je močno povezan s temo današnjega druženja, mediacijo. To je eden uspešnih, v svetu zelo uveljavljenih načinov reševanja konfliktov, ki med ljudmi ustvarja novo kulturo medčloveških odnosov. Temelji na konstruktivni komunikaciji, poslušanju drug drugega, upoštevanju želja in potreb ter iskanju skupne rešitve v zadovoljstvo vseh strani. Slednje nam bodo danes iz prve roke zaupali predstavniki skupine posavskih mediatorjev. Karmen, Leja, Peter, Sanja in Vesna. Izvolite. Hvala lepa. Dober večer želim vsem skupaj in dobrodošli tudi v imenu skupine posavskih mediatorjev. Zahvaljujem se knjižnici Brežice in gospe direktorici, gospe magistri Teji Benkoč, da nam je omogočila to srečanje z vami. Danes smo z vami, tako kot je že gospa povedala, Sanja, Vesna, Peter, Karmen in Leja. In smo skupina s pisano paleto znanj in strokovne izobrazbe in prihajamo tudi iz različnih delovnih okolij. Našli in povezali smo se v času trajanja usposabljanja za mediatorje, ki se je odvijalo v minulem šolskem letu. Izobraževali smo se pod vodstvom ene prvih mediatork v Sloveniji, trenerke mediatorjev, gospe Ksenije Lorber. V juniju v minulem letu smo pod njenim budnim očesom tudi uspešno zaključili 120-urno usposabljanje za mediatorje in tako sedaj lahko izvajamo mediacijo. Že med samim izobraževanjem, pa tudi v nadaljevanju, pa kot celotna skupina nekako ugotavljamo, da se večina ljudi še vedno raje odloča, ko pride do hudega spora, se raje odloča za reševanje tega spora na sodišču, ne pa toliko za mediacije. In ravno zato smo se odločili, ker prihajamo vsi iz tega okolja, da s predstavitvami mediacije in tudi naše skupine poskušamo vse seznaniti in kogar zanima in informirati, kaj je mediacija in kakšne so njene večstranske prednosti. Pa najprej malo o zgodovini mediacije. Mediacija je miren način reševanja sporov s pomočjo tretje, nevpletene osebe. Mediacija je stara kot človeški rod in se pojavlja v raznih oblikah v vseh kulturah na svetu, predvsem zato, ker gre za produktiven in konstruktiven način reševanja sporov. Ravno od sporazumne rešitve konflikta je bilo pogosto odvisno tudi preživetje celotnih plemen in ljudstev. Podlaga za današnjo obliko so modeli mediacije, ki prihajajo iz religije iz Azije in Afrike. Najbolj znana pa sta Japonska in Kitajska, kjer še danes ljudje spore rešujejo v glavnem po mirni poti, torej z mediacijo in ne toliko preko sodišč, kajti pri njih velja nekako pravilo, oziroma je prav ne pravilo, ampak je prav sramota, da tisti, ki pravzaprav ne rešujejo konflikta preko mediacije, ampak preko sodišč, da niso sposobni poskrbeti in se normalno pogovoriti in dogovoriti in dosegati kompromisa. Že v Afriki so bili znani zbori vaščanov, kjer so vaški veljaki kot tretje osebe brez posebne avtoritativnosti ali pa izrekanja sankcij pripomogli k sporazumni rešitvi konflikta. Znano je pogosto tudi v razširjenih družinah družinsko reševanje sporov, kjer je poglavar nekako najstarejši član družine. K nam se je mediacija razširila postopoma iz Združenih držav Amerike, kjer so v 60. letih ustanavljali mediacijske centre v njihovih lokalnih skupnostih, predvsem zaradi hudih medrasnih sporov. Ameriški mediatorji so dosegli odlične rezultate, pa ne toliko v številu rešenih mediacij in sporov, pač pa v upoštevanju dogovorov doseženih na mediaciji. Skratka, ti dogovori, ki so bili doseženi na mediaciji, so bili bolj trajni in zagotovo se jih ljudje bolj držali in spoštovali. V Sloveniji se je mediacija najprej uveljavila v centrih za socialno delo, nekaj let kasneje pa tudi na sodiščih. Zdaj pa imamo že kar po Sloveniji veliko centrov za mediacijo, kjer usposabljajo mediatorje, trenirajo mediatorje in pa tudi izvajajo vse vrste mediacij.
Toliko na kratko o mediaciji, zdaj pa bi se malo tudi pogovorili še podrobneje o mediaciji, oziroma o zgodovini mediacije smo zdaj na kratko. Podlaga za mediacijo je vedno nek konflikt. In Karmen, bi lahko ti prosim opredelila, kaj konflikt pravzaprav sploh je? Pozdravljeni, torej povedala bom nekaj okrog konflikta in sicer predvsem to, da je to nekaj neizogibnega v naša življenje. To je predvsem različno gledanje na problem, ki se pojavi tam, kjer skupaj sobivata vsaj dve osebi. Gre za to, da različno vrednotimo ta problem, različno tudi mislimo o problemu, različno vrednotimo realnost problema. Zaradi tega naštetega pa potem nastane nov problem, in sicer komunikacija. V takih situacijah običajno ne slišimo argumentov nasprotne strani, če pa že, pa jih sprejemamo dokaj neprožno. Slišimo prva dva stavka, potem pa začnemo v glavi preprosto vrteti svoj film, že oblikujemo odgovor na tisto, kar je naš sogovornik nam že povedal in dejansko ga ne poslušamo več in tudi ne razumemo kaj dosti več. Tako da komunikacija se tukaj odvija drug mimo drugega in največkrat se ta celo prekine. Karmen, kako pa se soočamo s temi konflikti? Konflikti najbolj puščajo kakšne posledice tudi na nas, ne? Kakšne so? Konflikti so v naši družbi žal še vedno zelo negativni, nekaj slabega, ker nosijo predvsem veliko napetosti in pa stresa. Dejansko so pa konflikti samo pokazatelj, da je treba nek odnos s situacijo ali pa celo trenutek spremeniti. Zaradi negativnosti v konfliktu ljudje se običajno nezavedno umaknemo, oziroma še celo tako, da konflikt odrinemo, delamo se, da ga pač preprosto ni, ali pa iščemo vzroke zanj druge, najpogosteje od zunaj, prenesemo celo odgovornost zanj preprosto na sogovornika. Tak konflikt, oziroma če ga ne rešujemo konflikta, se ta konflikt pravzaprav ves čas vrača, pomeni, oziroma rečemo, da pač priplava vsake toliko na površje in dejansko smo v tem konfliktu ujeti. Nereševanje konfliktov povzroča dosti hude posledice. Verjetno že sami veste, bolečine v želodcu, črevesne težave, temu pač nasplošno rečemo psihosomatske težave, s tem, da povzroča to tudi duševne motnje in ker dejansko je prisotna velika količina razdiralnih čustev in sicer jeza, žalost, zamera, celo maščevalnost. Po drugi strani pa razrešeni konflikti pa prinašajo celo vrsto pozitivnih posledic. Spoznavamo in se učimo ravnanja v takih situacijah, kar je zelo pomembno, prepoznavamo konflikte in dosti hitreje potem tudi odreagiramo na nje, sprosti se komunikacija, če odreagiramo dovolj zgodaj, medtem spoznavamo druge, predvsem sebe tudi, življenje postane bistveno boljše, bistveno bolj sproščeno, manj je pritiskov, jeze in bolečin. Tudi dejansko kultura sobivanja se dvigne na bistveno višjo raven. Konflikte, povedala sem že, da so dejansko konflikti v naših življenjih neizogibno, zelo pomembno pa je, kako na nje odreagiramo. Dejstvo pa je, da na konflikte moramo odreagirati takoj, ko jih zaznamo ali pa odkrijemo. Ja, tako kot si že rekla, vsak od nas je svet zase, ima svojo predstavo sveta in na ta način se tudi odziva. Vesna, tebe bi pa vprašala, odzivanje na konflikt je povezano tudi z našimi pogledi na svet, kakor je rekla že Karmen, vrednotami, čustvi, od česa še je odvisno takšno različno čustveno odzivanje, pa kaj pravzaprav so čustva, če nam razložiš? Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Čustva. Ja, kako se v teh čustvenih situacijah odzivamo, je pravzaprav v veliki večini odvisno od tega, kako mi dojemamo vse te situacije, jih vrednotimo in pravzaprav so včasih vsa ta čustva povsem neustrezna na samo situacijo. V resnici pa, kako mi se odzivamo na čustva, je pa odvisno od naše osebnosti
ki jo sestavlja temperament, ki nam je prirojen, vsa vzorci in prepričanja, ki smo jih pridobili tekom življenja in pa ne nazadnje tudi trenutno razpoloženje ima zelo velik vpliv. Zdaj, da si lažje vse skupaj predstavljamo, si pogledamo za začetek tole slikco. V bistvu poznamo 4 tipe temperamentov in če bi jih mogoče tudi malo bolj poznali in znali prepoznavati med sabo, bi bilo prav gotovo tudi malo manj vseh teh nesporazumov, ker bi pač enostavno znali razumeti, zakaj se nekdo tako odziva, zakaj pa nekdo drugače. Zdaj, če se na hitro pogledamo recimo značilnosti za melankolika, to je oseba, ki je nekoliko zadržana, malo bolj razmišljajoča, zelo analitična. Kolerik pa je malo bolj dinamičen, zelo usmerjen v cilje, pravzaprav so mu cilji zelo pomembni. Sangvinik je bolj odprta osebnost, zelo živahna, rad je v družbi, zelo ima rad to pozornost in samo osredotočenost na sebe. Flegmatik pa je spet nekako malo bolj pasiven, zadržan, ponavadi ga je potrebno malo bolj motivirati in spodbujati k ciljem. Če imamo recimo primer šefa kolerika in pa njegovega zaposlenega flegmatika in ga ta šef vpraša, če je pač opravil določeno nalogo in se flegmatik spomne, da je celo še pozabil na to, kar mu je šef naročil, se pravzaprav v tem šefu zgodi občutek jeze, ki jo izraža na svojega zaposlenega, ampak v resnici je pravzaprav malo jezen na sebe, ker ga je na nek način ta flegmatik s tem svojim hladnim pristopom spomnil na to, da se pravzaprav sam ne zna nikoli umiriti, povzeti časa za sebe, pa si dovoliti, da bi kdaj kaj pozabil, ker je pač skozi v tej akciji. In tukaj je to sporočilo jeze, ki je prav, da ga prepoznamo in ozavestimo in z njim tudi nekaj naredimo. Tukaj je potem smiselno, da se zavemo, da si vzamemo 5 minut za sebe, da se znamo sprostiti in iti naprej. Potem, če imamo recimo primer sangvinika, moškega in žensko melankolika, ki greste na zabavanje, ta sangvinik v središču pozornosti, ves vesel, se zabava, nekoliko celo pozabi na svojo ženo, ki je žena malo žalostna, ker je pozabil in ni v njegovi pozornosti. Se recimo takoj pri njej zgodijo neka čustva ljubosumja, oziroma tukaj gre za neko že prikriti strah, ker se pač boji, da bo izgubila svojega partnerja. Vklopijo se nekaj občutki slabe samopodobe in ker on še vedno ne pride do nje, se že ona počuti nekoliko prizadeto, razočarano in ker ona tega njemu ne pove, kaj doživlja, lahko že celo do njega boji neke občutke zamere, seveda on pravzaprav za to zamero niti ne ve. In tukaj je pri tej zameri zelo zanimivo, da zamero načeloma želimo kaznovati osebo, ki nas je prizadela, ampak v resnici najbolj škodujemo sami sebi, ker to je zelo trdo obratno čustvo, ki nas nažera, razžera in najboljše zdravilo proti zameri je odpuščanje, kar pomeni, da si dovolimo spustiti te občutke, da si dovolimo svobodno zadihati in biti neobremenjeni s tem. Kaj pa pravzaprav želim tukaj pri vseh teh čustvih sporočiti, je pa to, da je prav, da jih znamo prepoznati, si ozavestiti in se ob tem tudi vprašati, kaj nam želijo sporočiti, zakaj so se pojavili, odkje so se pojavila. Pravzaprav nosijo zelo velika sporočila, govorijo predvsem o tem, da smo se znašli v neki situaciji, ki nam ravno ni najbolj všeč in je potrebno pač nekako reagirati. Prav je, da se z njimi spopademo in jih na primeren način rešimo, ker vsa ta nerešena čustva, potlačena čustva bojo slej ko prej začela obvladovati nas in pokažejo svojo moč skozi čas. To potem. Ja, ta proces prepoznavanja čustev pa je lahko kar dolgotrajen, ne, pri vsakem posamezniku in dokler jih ne prepoznamo, pa dokler sami ne znamo obvladovati, pa lahko tudi eskalirajo in pride do spora med dvema ali pa več sprtimi stranmi. In
Ko pride do spora, pa imamo tudi več možnosti reševanja spora. Eden od konstruktivnejših, smo danes že povedali, je mediacija. Peter, kaj pravzaprav je mediacija? Hvala lepa za besedo. Torej, preden bi šel na sam pojem mediacije, bi rad povedal, da v slovenskem pravu obstaja mediacija, poleg arbitraže, postopek izvensodnega reševanja sodnih sporov. Torej, kot je bilo že prej povedano, pomeni mediacija nek miren način reševanja sporov. Zdaj, sama beseda mediacija je latinskega izvora in prihaja iz besed medius, kar pomeni v sredini. Zdaj pa, če podam neko čisto tako definicijo, bi bila mediacija nek postopek, s katerim poskušajo sprte strani s pomočjo neke tretje, neutralne osebe doseči sporazum, ki bo za njih vse sprejemljiv. Podobno je tudi zakonska definicija mediacije, ki mislim, da je v tem mestu izčrpna. Mediacijo se najbolje predstavljamo kot neko tristrano razmerje. Predstavljamo si ga lahko tako, na vsaki strani po eno stranko, vmes pa neko tretjo neutralno osebo, ki je strokovno usposobljena in ki poskuša, bi rekel, zglediti spor med tema dvema strankama. Zdaj, mediatorjeva vloga oziroma naloga je, da spor med sprtimi strankami poteka kar se da konstruktivno. On ne daje svojih predlogov glede rešitev spora, ampak zgolj postavlja vprašanja, raziskuje interese strank, poskuša izključevati čustven nabor, ki je pri sprtih ljudeh pogosto prisoten, in poskuša spor strankam kar se da objektivizirati. Torej, to so neke glavne funkcije mediatorja. Kakšne pa so prednosti mediacije? Ja. Mediacija ima raznovrstne prednosti. Zdaj, nekaj takih je gotovo, najpomembnejših je gotovo, da je mediacija hiter postopek. Kar pomeni, da se ponavadi sam spor, sama rešitev zaključi v nekaj srečanjih. Mediacija je, če gledamo primerjaje z sodišči, tudi izjemno cenovno ugoden način razreševanja sporov. In pa mediacija je vsaj po dosedajšnjih podatkih učinkovit način reševanja sporov, kajti bistveno je, da udeleženci, torej sprte strani, same oblikujejo dogovor, ki bo za njih zadovoljiv. In bistvo mediacije je doseči win-win učinek. Zdaj, k sreči je tudi v Sloveniji čedalje več sporov rešenih s pomočjo mediacije. Upamo, da bo tudi v prihodnje tako, ker mediacija, kot sam postopek mirnega reševanja sporov, gotovo predstavlja pomemben civilizacijski družbeni uspeh, saj ureja družbene odnose. Hvala lepa, to je z nas vse. Sanja, na kakšen način pa mediacija poteka? Dobro večer. V bistvu si udeleženca oziroma recimo temu sprte strani prostovoljno izbereta mediatorja. V primeru, da bi ena stranka oziroma en udeleženec želel rešiti nek spor oziroma konflikt, pa ni v komunikaciji z nasprotno stranko zaradi mogoče dlje časa trajajočega konflikta, lahko tudi prosi mediatorja, se obrne na njega, pride pač do njega z željo in interesom, da reši spor in naprosi mediatorja, da ta stopi v kontakt z nasprotnim udeležencem in v tem primeru ga potem mediator povabi k mediaciji.
Mediacija je prostovoljen postopek, nihče ne sme biti prisiljen v to. Tako da, ko se obe strani strinjata s tem, da bi želela rešiti spor v mediaciji, takrat se mediacija prične. Lahko se pred skupnim srečanjem opravijo tudi individualna srečanja. V teh srečanjih mediator povpraša o konfliktu, o željah in interesih vsake stranke posebej. Na teh individualnih srečanjih se tudi stranke dogovorijo, kaj izmed povedanega se lahko ponovi na skupnih srečanjih. Mediacija oziroma eno izmed temeljnih načel v mediaciji je tudi načelo zaupnosti. Tako da, če ena stran, ki je na individualnem srečanju, izrazi željo oziroma zahtevo, da se nečesa ne ponovi na skupnih srečanjih, to mediator mora upoštevati, da se teh stvari ne sme govoriti potem na skupnem srečanju. Individualna srečanja so pravilo v reševanju gospodarskih sporov. Zato, ker gospodarstveniki običajno nimajo časa, da bi se skupaj dobivali pa reševali, tako da se večino stvari oziroma večino teh želj in okoliščin dogovori na individualnih srečanjih, tako da se potem na skupinskem srečanju dejansko skuša doseči dogovor. V nadaljevanju se potem upravijo skupna srečanja. Na teh srečanjih sta udeležena obe stranki in mediator, trajajo običajno 90 minut in na teh srečanjih je v bistvu mediator zgolj, tako kot je Peter že povedal, nevtralna oseba, ki samo vodi in usmerja pogovor. Udeleženca v mediaciji prosto govori, da ni formalnosti, ni takšnih postopkovnih pravil ali karkoli. Mediator zgolj skrbi za to, da pogovor poteka v okolju, kjer ne pride do eskalacije oziroma kjer ne grejo neki konflikti še v kakšne večje razsežnosti oziroma do kakih fizičnih obračunov, da ne pride. Potem približno mediator lahko po 2 skupnih srečanjih oceni, ali bo mogoče priti do rešitve tega konflikta. Tako da običajno tudi če po 3 srečanjih, če se zadeva ne premakne oziroma ni napredka, se običajno mediacija zaključi. Lahko pa stranke tudi kadarkoli med mediacijo izrazita željo, da se postopek prekine in se prekine brez kakršnih koli formalnosti, zato ker je temelji na prostovoljnosti. Potem, kolikor pride do dogovora, lahko stranki ta dogovor tudi zapišeta, če želita, oziroma če je potrebno za nadaljnje reševanje problematike oziroma konflikta, glede katerega se dogovarjajo. Sporazum se lahko podpiše, se napiše v pisni obliki, pripravi ga običajno mediator, potem, ko stranki prebereta sporazum in se strinjata v njeni vsebini, se tudi podpiše. Kolikor je potrebno, oziroma stranki to izrazite to željo, se lahko ta dogovor potem tudi potrdi pri notarju in tako postane tudi neposredno izvršljiv. Kolikor gre pa za spor, o katerem že teče postopek pri sodišču, se lahko ta postopek prekine in se stranke napoti na mediacijo. Kolikor v tem postopku mediacije stranke dosežeta dogovor, se ta dogovor zapiše v sporazum in se sporazum predloži sodišču, kjer se na podlagi tega sporazuma sklene sodna poravnava, ki je prav tako neposredno izvršljiva in pravnomočna. Tako da, to je glede postopka. Omenila si, da je mediacija zelo fleksibilen postopek. To je tudi eno od načel, pa vendarle ima pravila tudi, in to so ta načela oziroma pravila. Omenila si tudi zaupnost. Katera so še tista načela oziroma pravila, po katerih pa vendarle mora potekati mediacija in jih je treba spoštovati? Temeljno načelo mediacije je načelo zaupnosti in se pravi, da vse stvari, o katerih se govori na mediaciji, so strogo zaupne in ostanejo zgolj med udeleženci in mediatorjem. Od vseh zadevah, o katerih se govori na mediaciji, se ne sme
govoriti naprej oziroma jih dajati izven tega kroga, razen v primeru, da se obe stranki izrecno strinjata, da to dovolita. Potem je tudi zelo pomembno načelo prostovoljnosti, se pravi, da nikogar ne moremo prisiliti v mediacijo. Tudi če želimo nek spor rešiti oziroma konflikt, pa druga stranka tega ne želi, ga ne smemo oziroma ne moremo prisiliti, da pristopi v mediacijo. Prav tako je tudi pomembno načelo neformalnosti postopka. Je pa ravno v tem, da imata stranki oziroma udeleženci v mediaciji veliko proste roke, no, glede tega, kaj bo ta povedala, kako bo ta povedala, nista vpeta v neke okvirje, ki so običajne na sodišču, kjer tudi pogosto stranke v pravilu, no, stranke ne pride do besede, ampak govorijo njihovi odvetniki namesto njih. Pri mediaciji se posluša oziroma govorijo zgolj stranke postopkov oziroma stranke mediacije. In mogoče še omenim, da kolikor tudi želijo katerakoli izmed strani, da je prisoten odvetnik, je lahko, ampak mora biti tiho oziroma kolikor se dovoli, lahko izrazi svoje mnenje, je pa bistvo, da se posluša in upošteva bolj stranke. Tako da so v bistvu niso vezane na neka pravila, tako da se lahko mediacije udeleži kdorkoli, ni potrebno kakršnokoli predznanje oziroma karkoli drugače. Mislim, da so to ena izmed temeljnih načel. Kje vse pa lahko uporabljamo mediacijo, katera so tista področja? Mediacija je uporabljena na skoraj vseh področjih. Omenila sem že gospodarske spore, kjer je zelo koristna zaradi tega, ker običajno gospodarske družbe želijo nadaljevati neko sodelovanje in jim je v interesu, da spor rešijo, tako da ostanejo še vedno v dobrih odnosih zaradi nadaljnjega sodelovanja. Prav tako je mediacija uporabna v družinskih sporih, naprimer je primer ločitve, kjer se lahko zakonca dogovorita o vseh pomembnih zadevah, se pravi delitev premoženja, skrbništvo in glede višine oziroma preživnine na mediaciji in se potem ta sporazum predloži sodišču, ki ga zgolj potrdi in je ločitev končna. Tako da je postopek zelo hiter in tudi prijetnejši za vse vpletene. Prav tako se uporablja na področju, na okoljevarstvenem področju, je zelena mediacija, pri urejanju prostora namreč pride velikokrat do kakšnih sporov glede, naprimer, postavitve zabojnikov za smeti in je potem potrebno posredovati. Prav tako je uporabna tudi medsosedski spori, to je pa, mislim, da je zelo veliko potencijala še tukaj, zato ker Slovenci se radi malo grabimo za zemljo, tako da je veliko sporov. Možnosti in področji imamo ogromne, ne? Tako, to je z naše strani nakratko predstavljena mediacija. In zdaj predajamo besedo vam, dragi obiskovalci, če imate kakšno vprašanje, če kaj, kar nismo povedali, kar nismo pojasnili, smo vam na voljo, kolikor ne želite zdaj tule pač izpostaviti predvsem vprašanje, se tam nekaj se malo podružimo še, smo vam na voljo, lahko stopite do katerega koli od nas, nas povprašate, se pogovorite z nami. Bi vas pa prosili še nekaj, pripravili smo kratke anketne liste in če si mogoče lahko še vzamete toliko časa, preberete ta anketna vprašanja, izpolnite in jih tamle v tako krasno skrinjico, ki je v tisti mizi s knjigo, odložite, prosim. Pa se še malo podružimo in še kakšno rečemo. Hvala lepa vam.